Meni se zdi, da od najmanjših modelov avtomobilskih znamk te dni pričakujemo, da bodo na svoj način limitirane. Kvaliteta, oprema, motorizacija in glih zato me je tale zadeva res presenetila. Atmosferci so me poslali v Lizbono na prvo vožnjo Kia EV2. Ne vem, če sem že kdaj snemal na lepši lokaciji. Ampak okej, mi smo tukaj zaradi avta. Kakor ti povežo ime, je tole najmanjši avto v Kiini EV družini. Za primerjavo je 10 cm krajši od Stonika, je pa res, da je še zmer 7 cm daljši od Tiple, tako da zunaj sem ga zadost pokazal, pojmo še noter. Prej sem govoril o kompromisih najmanjših modelov in tu se največkrat pokaže o kvaliteti in notranjosti. In glih zaradi tega moram reči, da mi je interier EV2 njen daleč najbolj impresiven del. Čeprav je klišejsko, moram poudariti, kako je ta notranjost dobro narejena. Dizajn pa sicer ne bo za vse, ampak ergonomsko moram reči, da deluje zelo dobro. Te glavne bližnjice imajo pa tudi fizične gumbe. Pa tudi tole steklo je dvakrat laminirano za boljšo zvočno izolacijo. Kia is not playing around, stari moj. EV2 bo prišla z dvema različnima baterijama in tako vstopna, kakor ta velika imata za svoj segment rekordne številke. Pa še ena zadeva glede vsega. Meni pa verjamem, da tudi še komu gre ful na živce, da so VLTP številke zelo optimistične. Ampak, ko so EV2 s ta veliko baterijo testirali pri -20 stopinj Celzija, je ta avto še zmer dosegel 75% po VLTP-ju. Na zadnjih sedežih imam još čisto zadost placa. Kufer bo pa odvisen od tega, če boš imel različico s 4 ali pa s 5 sedeži. Lahko bi še povedal, kako se pela, a ne? Nekje po pričakovanjih. Veliko bolj je udobna, kakor športna, kar je itak bil edini pravi način. Ta velika baterija pa GT Line bodo šla v produkcijo pa tam okoli julija. Vse EV2 bodo delali na Slovaškem, vstopna cena bo pa manj kot 30 € in to pred subvencijo.